Živjo, jutr letiva v Budvo, tako da jaz sem sred celega packing moda in sem svoj del že pripravila. It looks awesome, it looks super Instagrami, na drugi strani je pa pač rastur. Tako da, zdaj moram še nečeve stvari skupaj spraviti. Tlej sonce, super. Nec naj vzeli lihča kina, tako da ne bova slučajno jutro prišla, mi to bi šla na letalo, pa ne moramo iti na letalo. In to je to, pa gremo jutri na letalo. Začela mi je ratala taka ful dobra barvna kombinacija modre, sive in roza. Tako da, wow, nice, good job Tjaša, mogoče pa še bo kaj iz tvojega modnega stila. It has arrived. Hello Dorian, thank you, ker naj jo peleš na Brnik. Še smeti moram odnesti. Čakava na aviončko. A ne? S kufri, unimi iz Šanghaja, ki sva šla za 2 meseca na Kitajsko. Evo, smo prišli nazaj na Brnik. Nekaj tasga. Samo da se malo drugače imenuje. Zakaj ti pasoš ne dela? Ne vem. Kam moramo iti zdaj? Tle. Tačno. Kako je lepo. O, koliko smo midva preveč oblečena. Pa ni treba kufra nositi. To je to, prišla sva v Črno goro, da greva lahko zdaj spat. Koliko časa sva se vozila iz letališča do Budve? 1 uro, zihar. Ni bilo 1 uro, manj je bilo. 100% je bilo 1 uro. Ampak to je zdaleč. Je pa ful lepo vzuni, tako da pa vam bom šla še kaj vam pokazati, ko se malo odpočijeva, pa kaj pojeva. Ajde. Zdaj sva se opogumila, naspala in greva iskat hrano. V tem hotelu bo pa jutr konferenca. Tam čez cesto pa midva živiva. Tako da ja, podišiva. Ja, Tjaša si je školki propušča. Nec pa pleskavica, ki je velika kot njegova glava. Šla še v supermarket pa par lokalnih dobrot. Črnogorska pita. V bistvu je zelo mastno in okus ima po baklavi, ki je imela otroke z orehovo potico. Baje so tle noter suhe slive, ne suhe slive, suhe fige. Do zdaj še nisva okusila, tako da baklava z orehi pa štrudlom. Kakšen je najin vtis od Črne gore do zdaj? Nejc. Not bad. V bistvu je tako kot ena Slovenija, pač cene so v evrih, cene so približno ljubljanske. Malo je sicer bolj razsut, ampak po drugi strani se pa ful nekih novih stavb gradi, a ne gradbišče kamorkoli pogledaš. Tako da ful zanimiva kombinacija v bistvu. Zdaj sva rekla, da greva tle plaže pogledat. In v bistvu do starega mestnega jedra Budve je tako 40 minut hoje, tako da to danes ne bova naredila. Se bova pa definitivno en dan odpravila pogledat to. Pa nabavila sem si nek energy drink za memory. To je to. Meni noter. Ko bom noč popila. Topla je. Smo še topat? Ni zdaj ona ful topla, ampak ni pa mrzla. Topet. Bi se dal? Papa. Gremo nazaj. Budva je ful fajn, ne? Imaš v bistvu Pečiči, tle, ko smo mi, pa imaš zraven slovensko plažo, lahko imaš tudi Havaje, če češ, a ne? Vse živo, lej, kar ti paše. In to je tunel, če hočeš prideti od tam, ko sva midva, Bečiči, do Budve, do glavnega mesta. Ni glavno mesto, ampak je plaža in te zadeve. Pač v takem, ne vem, kako bi opisala ta tunel, no, tako zelo je zanimiv tunel. In prideš ven iz tunela in te pričaka tole. Tako lepe plažice, pa tle gor so ful taki luksuzni drevesa, ne, tam v zadnji so taki luksuzni apartmajčki. Dejansko se imenuje Slovenska plaža. A veš, tam dol je Seča, pa imaš tukaj Portoroško plažo in tam dol je Piran.
Zdaj zvečer imam pa jaz večerjo z vsemi ostalimi blogerji konference, pa z ekipo, pa z vsemi speakerji. Nec more pa domov. Mi imamo pa tle v tem velikem hotelu, ta lepem hotelu večerjo. Sam jaz nisem čisto nič lačna, ker sem kar jedla črnogorske pite in školjke in vse živa. Tako da to bo ful fajn. Zdaj imam cel kup novih prijateljev. Tukaj ta tip je študiral v Mariboru, tako da poznam malo Slovenije. Zdaj imamo še eno gospodično. Tako da zdaj počasi jemo, ne vem koliko me kaj slišite, ker je ful glasno tle noter. Ampak ja, zdaj imamo večerjo z vsemi iz Sparkling konference. Tam dol, na drugi mizi sta pa še dva iz Snapchata. Pa mi bom napisala gor. Ajde.